Bolgarska prestolnica Sofija bo ponovno gostila največji športni dogodek gluhih, 22. poletne olimpijske igre Deaflympics, ki bodo potekale med 26. julijem in 4. avgustom. To največje bolgarsko mesto se je v vlogi gostiteljice omenjene prireditve izkazalo že leta 1993. Takrat je Samo Petrač na tej prireditvi s 3. mestom v cestni dirki posameznikov na 100 km prvič osvojil medaljo za samostojno Slovenijo. Sicer pa je vloga dvakratnega organizatorja iger do zdaj pripadla samo še Danski v letih 1947 in 1997. Redni program zajema 19 športnih panog, v katerih se bo za najvišja mesta potegovalo 14.707 gluhih športnikov iz 105 držav. Slovenijo bo zastopalo 13 športnikov v 2 panogah, 12 košarkarjev in tenisač Marino Kegel. Športnike bodo spremljali trenerji, fizioterapevt, tolmač slovenskega znakovnega jezika in seveda tudi medijska ekipa spletne TV. Košarka je panoga olimpijskih iger gluhih že od leta 1949. Slovenski košarkarski reprezentanci gluhih, ki je aktualni evropski prvak, ambicij ne manjka. Opravili so priprave v Planici, do odhoda na olimpijske igre pa bodo opravili še 8 treningov, kot nam je povedal selektor izbrane vrste Izidor Križan, ki mu pri delu pomaga Bogdan Tanasić. Križan je med 12-terico izbral Zupana, Jakovčiča, Lukića, Rankovića, Žabota, Dolanca, Šebjana, Starca, Javornika, Orešnika, Makuca in Perića. Ambicije reprezentance niso skrivnost, ciljajo na najvišja mesta. Uspeh pa je odvisen tudi od tega, kako dobro so pripravljene ostale reprezentance. Med boljšimi je ekipa Združenih držav Amerike. Če se naši fantje pomerijo z njimi, je rezultat močno odvisen od tega, ali bodo ZDA poslale reprezentanco v celotni postavi, je jasen Križan, ki pa še ne ve, v kateri od 3 skupin bo nastopala naša država. Usoda je namreč odvisna od žreba. Po pričakovanjih bo žreb opravljen šele nekaj dni pred uradnim začetkom olimpijskih iger. Organizator pa je po odpovedi španske reprezentance na olimpijske igre povabil še Avstralijo in Grčijo. 13 reprezentanc bo razdeljenih v 3 skupine. V prvih 2 skupinah bo 8 držav, v vsaki po 4 države. V 3. skupini pa se bo pomerilo preostalih 5 držav. Pogovarjali smo se z najboljšim igralcem v košarki gluhih Sašo Lukićem, najboljšim strelcem vseh časov. Lepo pozdravljeni. V našem studiu se nam je že pridružil Saša Lukić. Dober dan. Kako komentiraš, da bo na olimpijskih igrah igralo kar 13 reprezentanc in da ne veste, v kateri skupini boste igrali?
S katerimi državami si Slovenija ne želi biti skupaj v skupini? Povej malo o najboljših reprezentancah. Katere države so najboljše? Lahko poveš še, kdo so najboljši igralci? Kdo misliš, da bo dal največ košev? Kako ocenjuješ pripravljenost naše ekipe? Prosim, ti povej, kakšen bo rezultat na olimpijskih igrah? Saša, najlepša hvala, da si bil naš gost. Za zaključek pa lepo prosim še morda povabilo našim gledalcem, da bodo spremljali vaše tekme in pa morda še spodbuda, da se bodo odločili, da gredo v Sofijo in tam navijajo za vas.
Slovenska reprezentanca gluhih je doslej Sloveniji priigrala že 7 medalj na večjih tekmovanjih. Trikratni evropski prvaki so prvič zmagali leta 2004 v Ljubljani. Čez 4 leta so osvojili srebro v Bambergu, za kar so prejeli tudi Bloudkovo priznanje. Naslov evropskega prvaka so ponovno osvojili leta 2012 v Konji. Leta 1996 so v Krakovu na Poljskem osvojili prvo bronasto medaljo v kolektivnem športu v samostojni Sloveniji. Na svetovnem prvenstvu v Atenah leta 2002 so bili tretji, na olimpijskih igrah gluhih leta 2001 v Rimu in 2005 v Sydneyju pa drugi. Zdaj pa k tenisu, enemu najstarejših olimpijskih panog, kjer so se tenisači na olimpijski ravni prvič pomerili leta 1924. Slovenija bo imela v tej panogi prvič tudi svojega predstavnika, Marina Kegla, dvakratnega slovenskega gluhega športnika leta in aktualnega evropskega mladinskega prvaka med gluhimi. 17-letni Kegl pravi, da je tenis njegov način življenja. V svoji športni karieri je poleg osvojitve evropskega mladinskega pokala lani zmagal še na 5 mednarodnih prvenstvih gluhih. Tekmuje tudi v slovenski in avstrijski ligi. V članski kategoriji Teniške zveze Slovenije je od lanskega leta napredoval za 20 mest na 35. mesto. V kategoriji do 18 let je na 29. mestu. Kegl bo verjetno najmlajši teniški tekmovalec na letošnjih olimpijskih igrah. Polnoletnost bo dopolnil ravno na dan, ko bo odpotoval proti Sofiji. Treniram sada prvič v olimpijskih igrah gluhih, Bulgarija, Sofija. Servis je dobro, dvojke form je močno dobro, pehe super, vse zelo. Potem veliko dela trening, veliko dela doma, dela pa je sami siše, pa kondicijo veliko. Mnogo hitre noge. Na olimpijskih igrah gluhih se jim dobro igra. Slovenija na letošnje olimpijske igre tako pošilja 2 velika upa in nihče ne skriva ambicij za osvojitev olimpijske medalje. Košarkaši bodo prvo tekmo odigrali že 25. julija, tenisač pa najverjetneje dan zatem. Vabimo vas, da spremljate spletno TV, saj bomo o dogajanju iz Sofije poročali vsak dan in vas sproti obveščali o vseh pričakovanih dosežkih naših olimpijcev in tudi ostalih reprezentanc.
Našim želimo, da bi se izkazali kar najbolje in domov prinesli čim več kolajn. Navijajte zanje, pa čeprav morda le iz udobja vaših naslonjačev. Nasvidenje.